V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. In s tvojim duhom. Najprej lep pozdrav vsem tukaj zbranim. Današnjo slovesnost bomo začeli s to sveto mašo, s katero se bomo tudi spomnili pokojnih, ki so dali tudi življenje za našo domovino, za našo državo, pokojnega Miroslava in pokojnega Antona in vseh ostalih, ki so tudi na ta način potrdili svojo ljubezen do našega naroda, do domovine. Gospod nam govori, jaz sem rešitev ljudstva, v katerikoli stiski me boste klicali, vas bom uslišal in bom vaš Gospod vekomaj. Tako pravi tudi vstopni spev, to daritev, ki bomo darovali za domovino, za državo in prosili, da bi nam Bog naklanjal modrosti, miru, razumevanja, kar so eni temeljnih pogojev za dobrobit naše domovine. Iskreno pristopimo k sveti daritvi, priznajmo in obžalujmo vse svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Molimo. O Bog, neskončna modrost, Ti vse čudovito urejaš in vodiš. Usliši nas, ko Te prosimo za našo domovino. Vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo, nakloni pravo modrost. Nam, državljanom, pa daj poštenje, da bosta med nami sloga in pravičnost in bomo tako živeli v miru in blagostanju. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Darilo iz pisma apostola Pavla Kološanom. Bratje, kakor Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si oblecite prisrčno usmiljenost, dobrotljivost, ponižnost, milobo in potrpežljivost.
prenašate drug drugega in si odpuščate, če ima kdo na kom kaj grajati. Kakor je Gospod vam odpustil, tako tudi vi. Na vse to pa oblecite ljubezen, ki je vez popolnosti. Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, kateremu ste bili poklicani v enem telesu, in hvaležni bodite. Kristusova beseda naj v obilju prebiva med vami, v vsej modrosti drug drugega poučujte ter opominjate in se s psalmi, slavospevi, duhovnimi pesmimi hvaležno pripevajte Bogu v svojih srcih. Vse, kar delate v besedi ali v dejanju, vse storite v imenu Gospoda Jezusa in po njem se zahvaljujte Bogu in Očetu. To je Božja beseda. Bogu hvala. Gospod z vami In s tvojim duhom. iz svetega Evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Ko je Jezus videl množice, je šel na goro. In ko je sedel, so stopili k njemu njegovi učenci. Začel jih je učiti: blagor ubogim v duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Blagor krotkim, zakaj ti bodo deželo posedli. Blagor žalostnim, zakaj ti bodo potolaženi. Blagor lačnim in žejnim pravice, zakaj ti bodo nasičeni. Blagor usmiljenim, zakaj ti bodo usmiljene dosegli. Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali. Blagor miroljubnim, zakaj ti bodo Božji otroci. Blagor njim, ki so zaradi pravice preganjani, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, zakaj veliko je vaše plačilo v nebesih. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi bratje in sestre, tak je običajen pozdrav ob začetku nagovora pri mašah. Enako danes pozdravljam, saj se zavedamo, da le v pravi bratski, sestrski povezanosti
lahko čutimo sporočila in vrednote, ki so nam svete. Tesno povezano z vrednoto ljubezni in povezanosti je hvaležnost. Brez hvaležnosti človek ne more veljati za kulturnega, vzgojenega. Danes nas povezuje spomin na umrla vojaka Miroslava Molka in Antona Žaklja, ki sta se vključila v boj za domovino v tistih prelomnih, usodnih časih pred 34 leti. Povezuje nas hvaležen spomin na vse, ki so sodelovali pri osamosvojitveni vojni. Nekateri so to plačali življenje. Kot narod smo Slovenci obstali skozi zgodovino, ki je bila velikokrat viharna in težka. Ohranili smo se zaradi neizmerne zvestobe, ohranili zaradi vrednot, ki so nam bile svete. Ozemeljsko nismo veliki, ogromno mest po svetu je po prebivalcih večjih od prebivalcev naše domovine. Vendar pa slovenski pregovor pravi: nihče ne ljubi domovine, ker je velika, temveč ker je njegova. Nismo veliki po številu prebivalcev, lahko pa smo veliki po vrednotah, ki so naš narod vedno delale velike. Izstopali smo, tudi danes, čeprav velikokrat tega ni več tako opaziti, po delavnosti, poštenju, kulturi, zvestobi slovenstvu. Z osamosvojitvijo so se izpolnila stoletna pričakovanja. Ali smo res hvaležni? Ali znamo to ceniti? Spomin mi uhaja 34 let nazaj. Kakšna radost, kakšno veselje. Kako ponosno smo ob osrednji slovesnosti v Ljubljani povzdignili novo slovensko zastavo, simbol naše državnosti, slovenstva. Simbol, s katerim bi se moral poistovetiti vsak Slovenec, vsak domoljub. Prizorišče so takrat preletavala letala z zvezdo, simbolom tistih, ki nam niso priznavali tega, kar je naše. Trije simboli so, ki bi nam morali biti vsem sveti: zastava, himna, slovenski jezik. To so več kot zgolj samo simboli. Poudarjajo našo identiteto, našo ljubezen do domovine. Žalost me preveva, ko na primer danes zastave, simbola naše države in domovine ne cenimo dovolj. Ob državnih praznikih mnogi ne izobešajo zastav. Dovolili smo, da v tako imenovanem umetniškem performansu skozi izrezano zastavo gleda ženski nosečniški trebuh. Na mnogih dogodkih in proslavah je videti zastave z zvezdo, zastave nekdanje države, ki bi se jih morali sramovati, če bi bili pokončni, zavedni Slovenci. Ne, da bi jih bilo samo, da bi jih bilo treba prepovedati, izginiti bi morale same po sebi, če bi res čutili, da predstavljajo simbol in dobo časa, ki je nam in drugim narodom teptal demokratične vrednote, kot so svoboda besede, vere, kulture. Cicero je izrekel lepo misel: domovina je povsod, kjer je človeku dobro. Imamo domovino, ki je ni lepše na svetu. Domovino polno lepot, čudovite narave, kar je tako lepo izpovedal pesnik Zupančič. Čul sem, kako je zvenelo moje srce, sveta si zemlja in blagor mu komur plodiš. Z oljem mu lečiš razpokano dlan. Hodil po zemlji sem naši in pil nje prelesti. Ni samo lepota naravnih danosti, lepoto deželi dajemo njeni prebivalci.
Zakaj potem toliko razprti, sovraštva, povzdigovanja na druge, izkoriščanja? Ali je to res potrebno, ko pa smo vendarle vsi tu za določen čas in bodo naši zanamci prijeli našo dediščino, vzgojo, vrednote? Če je domovina tam, kjer se počutiš dobro, bomo za dobro poskrbeli tudi tistim, ki bodo tu živeli za nami. Kljub vsem pomanjkljivostim, ali pa ravno zaradi tega, moramo ohranjati upanje. Nenazadnje smo romarji upanja, kot nas opogumlja letošnjo sveto leto. Ohraniti moramo zvestobo in hvaležnost vsem, ki so tlakovali pot naši domovini in nekateri dali zanjo tudi življenje. Kako uresničevati to pot? Odgovor nam daje tudi današnja Božja beseda, ki smo ji prisluhnili. Jezus v blagrih, v edinstveni ustavi Božjega kraljestva, blagruje med drugim tudi tiste, ki so krotki, lačni in žejni pravice, usmiljeni, čisti v srcu, miroljubni. Ali smo se jim pripravljeni pridružiti? Ali smo po besedah apostola Pavla z današnjega berila pripravljeni prevzeti usmiljenost, dobrotljivost, ponižnost, prenašati drug drugega in si odpuščati, na vse to pa obleči ljubezen? Hvaležni bodite, dodaja apostol Pavel. Resnično, iskreno moramo biti hvaležni za domovino. Hvaležni bodimo vsem, ki so ji polagali temelje, hvaležni za vse tiste, ki so jo ubranili, tudi pokojnima Miroslavu in Antonu. Hvala vsem državljanom, hvala vsem tukaj zbranim, hvala vsem, ki v srcu dobro mislimo. Bogu sedaj izročimo naše prošnje. Gospod, prosimo te za tvojo sveto cerkev, za papeža, škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, da bi bili zvesti oznanjevalci tvojega nauka. Gospod, prosimo te za naše državne voditelje, daj, da bi delovali povezovalno in v dobrobit vseh državljanov. Gospod Jezus, razsvetli nas, da si bomo resnično želeli trdne edinosti in sprave med kristjani in med nami vsemi v domovini. Jezus, ti si vir resnične edinosti. Vsem, ki so se odzvali klicu domovine in so umrli med osamosvojitveno vojno, podeli slavo večnega življenja. Naj se kot kristjani trudimo za blaginjo in zdravo življenje v družbi, pa tudi za kritičnost, kadar se s prefinjeno lažjo oznanjajo neresnica in moralna izprijenost. Naj se v družbi obnovi zaupanje v institucije, ki skrbijo za skupno dobro, njihovo delo pa naj bo transparentno in odgovorno. Gospod, v teh nemirnih časih te prosimo za vse dežele, kjer potekajo vojne. Pošli svojega duha vsem odgovornim, da bi se trudili vzpostaviti čim prejšen mir, prebivalce pa tolaži in jim vlivaj upanja in moči. In še po osebnem namenu. Prosimo Gospoda. Nebeški Oče, polni hvaležnosti in globoke vere smo ti izrekli te prošnje. Prosimo te, da jih sprejmeš in uslišiš po Kristusu našemu Gospodu. Amen.
Molimo, sestre in bratje, da Bog Vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Dobri Bog, speti te darove in tudi nas sprejmi v duhovno daritev, da bomo vsem ljudem prinašali Tvojo ljubezen po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da se Tebi, Sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo po Tvojem ljubljenem Sinu Jezusu Kristusu, Tvoji besedi, po kateri si vse ustvaril. Njega si poslal, da bi nas osvobodil in odrešil. Postal je človek po Svetem Duhu in se rodil iz Device Marije. Da bi spolnil Tvojo voljo in Ti pridobil sveto ljudstvo, je v trpljenju razpel roke na križu, premagal smrt in razodel zmagoslavno stajenje. Zato oznanjamo Tvojo slavo z angeli in vsemi svetniki in združeni z njimi kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hosana rešava, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hosana rešava. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici Te hvali vse stvarstvo, ker po Svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda Tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato Te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki Ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri Tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se Ti zahvalil in Te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se Ti zahvalil in Te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Usmirjeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. Zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas Svetim Duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo Devico, Božjo Materjo Marijo, Svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev.
svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo pokojnega Miroslava, pokojnega Antona, vseh, ki so umrli za domovino, vse brate in sestre, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Amen. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kako nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne dopelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi po polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak recite besedo, da zdravlje nam Božje duše. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Molimo. Nebeški Oče, bili smo gosti pri mizi ljubezni in edinosti. Naj s svojim delom, ki si nam ga zaupal, skrbimo za primerno življenje med nami in zaupanjem gradimo Tvoje kraljestvo. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Ja, prvi del te današnje slovesnosti, druženja je zaključen. Sedaj bo podelil Božji blagoslov, pa želim, da bi v tem blagoslovu ostali skupaj tudi v prizadevanju za dobro v naši domovini. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala. Najprej hvala gospodu Dušanu Kožuhu za darovano sveto mašo. Sedaj pa pričenjamo z drugim delom slovesnosti, ki jo bom povezovala Katja Albrecht. Spoštovane gospe in gospodje, začnimo s himno Republike Slovenije.
Miroslava. Spoštovani gospod Igor Bavčar, notranji minister Demosove vlade. Spoštovani gornjelogaški župnik gospod Dušan Kožuh, spoštovane poslanke in poslanci Državnega zbora. Spoštovani obiskovalci in obiskovalke, dobrodošli na današnji spominski slovesnosti. Junij je mesec, ko se pomlad prevesi v poletje in tudi slovenska pomlad je ob nastopu poletja doživela vrhunec v svojem obdobju. 25. junija 1991 je bila razglašena neodvisna samostojna država Republike Slovenije. Vojna, ki se je začela z razorožitvijo teritorialne obrambe takoj ob nastopu prve demokratično izvoljene Demosove vlade, pa je z odkritim napadom JLA na mejne prehode pokazala svoj pravi obraz. 34 let kasneje se teh dogodkov spominjamo in na različne načine obeležujemo zgodovinsko najpomembnejši del naše zgodovine. Združenje VSO v ta namen pripravi na desetine različnih dogodkov po slovenskih krajih. Eden takih je Sveta maša v stolnici ob koncu vojaških spopadov in v zahvalo Bogu za veličastno zmago v tej vojni. Tukaj, na Cesarskem vrhu, pa se po vsem tem praznovanju umirimo in se spoštljivo spomnimo vseh, ki so jim bila v tej vojni vzeta življenja. Še posebej se na tem mestu spomnimo pokojnih Miroslava Molka in Antona Žaklja, ki sta tragično preminula tukaj spodaj na križišču. Njihov spomin bodo počastili nastopajoči. Trobentač Robert Albrecht, tenorist Jože Oblak ob spremljavi Medarda Švilja in že tradicionalno obrtniški mešani pevski zbor Notranjska. Najprej pa prosim predsednika občinskega odbora VSO Logatec, gospoda Jožeta Leskovca, za pozdravni nagovor. Spoštovani gospod Igor Bavčar, spoštovani župnik Dušan, poslanke in poslanci Državnega zbora, svojci Miroslava in Antona, veterani vojne za Slovenijo, pevci, prapoščaki, pohodniki in vsi ostali. Prav lepo pozdravljeni na našem letošnjem 12. srečanju v spomin na umrle v vojni za Slovenijo in še prav posebej v spomin na Antona Žakelja in Miroslava Molka, ki sta nas prav tukaj zapustila. Preden nadaljujemo, predlagam, da se z minuto molka spomnimo vseh prej omenjenih in vseh že pokojnih, ki so takrat stali v bran domovini. Spomnimo pa se tudi gospoda župnika Janeza Petriča, ki je pred 5 leti maševal na tem kraju in v tem tednu odšel k svojemu stvarniku. Slava jim in naj počivajo v Božjem miru. Ne vem, kako naj nadaljujem. Včasih imam občutek, da je bilo že vse povedano in da se nenehno ponavljamo. Pa vendar se po drugi strani sprašujem, ali naše besede sploh kdo sliši. 34 let po milosti, ki nam je bila dana, da smo z močno voljo in pogumom prišli do svoje države, nam komaj ustanovljeni muzej tega obdobja ukinjajo. Predsednica države odlikuje in poveličuje nek drugi del naše boleče zgodovine. Vladna koalicija se igra z usodo varnosti te države in vsakodnevno napada glavne in odločilne akterje osamosvojitvene vlade. Večina pa molče, brezbrižno, niti oddaleč ne vidi, kam ta vlak pelje. Televizijski šovi, TV nadaljevanke, nakupovalni centri so jim glavna duševna hrana. Tako da na volitvah, če se jih sploh udeležijo,
Državni zbor vsakič napolnijo z večjim balastom, da ne uporabim besede sranje. Upam, da je ta sestava zadnja take vrste in da slabše ne more biti. Ampak vse je omejeno, le človeška neumnost je neomejena. Bomo upali in videli, če se morda ta ladja norcev še lahko ustavi. Navadno od govornika pričakujemo spodbudne besede, ki poslušalca opogumlja. Ampak danes sem v začetku moral povedati nekaj pikrih. Sem upravičeno jezen nad stanjem v državi, za katero sem bil tako kot Miro in Zvone pripravljen dati vse. Včasih obupam in bi se kot večina naraje umaknil daleč stran od javnega življenja. Spet drugič si rečem, ne bodi tiho in pričuj. Tudi zato že 12 let vztrajam tukaj z vami, kljub neurejenemu financiranju društva strani lokalne skupnosti. Naše delo temelji na prostovoljnih vaših darovih, pa za tako pomembno stvar gre, kot je ohranjanje spomina na mlada življenja naših dveh fantov, ki sta tukaj umrla. Tudi to je žalostna zgodba tega kraja. Spoštovani, Kristus je rekel svojim učencem, vi ste priče. Tudi mi smo priče velikega rojstva domovine in kot taki smo dolžni pričevati o rojstvu naše države Slovenije. Nenehno kot molitev rožnega venca ponavljati besede ponosa in veselja o naši domovini. Niste nacionalisti, če ljubite svoj narod in domovino. Ne nasedajte puhlicam o velikem boju partizanskih čez za samostojno Slovenijo. V naših šolah so nas učili o mogočni vsepomembni revoluciji, o herojih revolucije, o tekovinah revolucije, o mogočni zmagi proletariata, o vsevednih komunistih in podobnih neumnosti. Danes pa naj kar naenkrat verjamemo, da je šlo zgolj in samo za boj proti okupatorju. Resnic ni več, resnica je samo ena. In ta bo kljub vsemu kljubovala nad lažjo in ta bo zavedno zapisana v zgodovino naroda. Na koncu bi se rad zahvalil gospodu Igorju Bavčarju, ki je v zadnjem hipu vskočil na mesto gospoda Jelka Kacina, ki je bil nažalost v zadnjem trenutku do druge obveznosti. Hvala gospodu župniku Dušanu za darovano mašo. Hvala pevcem Notranjske, hvala tenoristu Jožetu Oblak in pianistu Medardu Šviglju, hvala praporščakom, hvala Robertu Albertu z njegovo trobento, hvala Katji za povezovalne besede, hvala vsem dragi obiskovalci, ki ste danes prišli. Čisto za konec še iskrena hvala moji zvesti ekipi sodelavcev za vašo pomoč pri organizaciji prireditve. Hvala in Bog živi našo domovino Slovenijo. Hvala gospodu Jožetu za spodbudne besede, ki so premalkrat izrečene na glas. Tenorist Jože Oblak je pred leti že sodeloval na naši prireditvi. Danes se je znova odzval našemu povabilu in s seboj pripeljal še pianista Medarda Šviglja. Predstavila se bosta Zarijo iz gorenjskega Slavčka. Veselje in radost doma sem doma, brezmejna mi sreča zdaj v srcu igra. Triglav pozdravljam, višavo lepo in skoro
ogiva collina pred njo. Orjaško se dviga, oblake svetli, po nas je indika slovenske zemlji. Podobe mamljive, visoki so čar, to raj je na zemlji, tu jaz sem doma. Sreča, veselje, pri tebi sem zdaj, da spet domovine obdajam raj, da spet domovine užival, užival, užival bi raj, bi raj. Ob lanski slovesnosti je pesnik Igor Pirkovič prav za to priložnost napisal pesem Miroslavu Molku in Antonu Žaklju v spomin. Tu na Cesarskem sta vrhu končala svojo prekratko zemeljsko pot. Hvala Anton in Miroslav, hvala, naj vaju varuje večno Gospod. Komaj scvetela sta za domovino, dala mladost sta in sanje za njo. Dala življenje sta svoje edino, svojci pogrešajo vaju zelo. Vendar uteho ponos jih preveva, na njuna sinova, na častna moža. V mislih so z vama in ni bilo dneva, da ne bi spomin brisal solze s srca. Ko nam bo solzica stekla po licu, v vajin spomin naj obrišejo dlan, ker sta domovine odzvala se klicu in nista umrla za manj. Domovino znamo resnično ceniti šele, ko smo daleč, daleč v tujem svetu in številne pesmi to opevajo. Ena takih je tudi ta, ki jo pojejo naši stalni gostje, obrtniški mešani pevski zbor Notranjska. Domov, slovenski kraj. Tam ti
Hvala zboru Notranjska za ubrano pesem. Sedaj pa pred mikrofon vabim notranjega ministra Demosove vlade, gospoda Igorja Bavčarja. Prosim, beseda. Gospe in gospodje, veterani, veteranke, soborci, soborke, lep pozdrav. Najprej bi se rad zahvalil za ta izjemno lep trenutek, za to darovano mašo, posebej spominama prav na današnji dan preminuloma Miroslavu in Antonu, mojim soborcem, ki sta tu tragično izgubila svoje življenje. Poslušam, bom rekel, danes povsod besede, ki so zelo podobne uvodnemu nastopu našega predsednika. In si mislim, kaj pravzaprav povedati, ali je potrebna tolažba, ali je potrebna spodbuda, ali lahko razložimo to, kar se danes dogaja, ko vsi upravičeno ugotavljamo, da pravzaprav ni neke velike navdušenosti nad tem, kar smo dosegli pred 34 leti. Da nekako v ljudeh manj je seveda težko razumeti nekatere politike, ki svojo kredibilnost še vedno iščejo v času komunistične revolucije. Ampak pri ljudeh tudi ni nekako, bom rekel, zaznati tistega vznesenega trenutka, ki smo mu bili priča pred 34 leti. Ko se sprašujem, zakaj pravzaprav ugotavljam, da smo, bom rekel, kljub besedam, ki smo jih tudi danes slišali o stoletnih sanjah slovenskega naroda, vendarle odkrito srčno povejmo, da v celotni zgodovini pred našo državo v resnici ni bilo ene resne politične organizacije, ki bi imela moč, da bi v svoj program zapisala svobodno, neodvisno državo. Bili so posamezniki, ki so sanjali o tem, ki so pisali o tem, ki so, bom rekel, diskutirali o teh vprašanjih, ampak že ko smo pri teh vprašanjih, je treba vedeti zgodovinsko, da smo v vse te zveze, v katere smo vstopali, vedno vstopali bolj z nekim naključjem in bolj po sili zgodovinskih razmer kot z našo voljo. V Avstro-Ogrski smo bili, če danes se spominjam mojega deda, on je bil kar zadovoljen. Takrat je bila agrarna reforma, dobili so zemljo, slovenske šole, služboval je v Avstro-Ogrski vojski v slovenskem polku pod slovenskimi poveli, ki jih v Jugoslaviji ni bilo v času jugoslovanske armade. Pa vendar je ta Avstro-Ogrska, ki se je njemu zdela večna, trajala samo 51 let. Obe Jugoslaviji, v katerih smo bili, so trajali nekaj čez 70 let. V SHS smo vstopili tako, da so Korošca poklicali z Dunaja in je prišel v Zagreb na ta ustanovni sestanek. Tukaj ni bilo neke velike slovenske volje, nekega referenduma ali pa, bom rekel, nekega ustanovnega političnega organa, ki bi o tem kaj sklenil. In tudi leta 1945, potem, ko smo pristali v tej Jugoslaviji, je to bila, bom rekel, bolj intenca takratne komunistične partije, ki je z revolucijo prevzela oblast, in seveda razmer v takratnem svetu, ki so mnoge narode takrat kljub svoje domiselnosti potisnile v druge režime. Ne smemo pozabiti, da je leta 1945 prav z voljo velikih
velik del Evrope ostal pod komunizmom. Še Churchill ni pustil, da bi poljski piloti, ki so bili eni najboljših vojaških pilotov v bitki za Anglijo, korakali v veliki zmagoviti paradi v Londonu, zaradi tega, da se ne bi zameril Stalinu. Čeprav je po drugi strani že snoval napad, katerega načrt se je imenoval nepredstavljivo, unthinkable, kjer je hotel prepričati Roosevelta, da bi Ruse vrgel nazaj na zgodovinske meje Poljske. Pa vendar mu to takrat ni uspelo. Tudi pri nas je bila podobna situacija. Naše katoliško vodstvo in domobranci so si ves čas upali, da bo prišlo do invazije v Dalmacijo ali Istro, da bi na ta način, bom rekel, zavezniškimi silami oblikovali neko drugačno, ne pa komunistično državo, vendar do tega ni prišlo. Ampak v tej bitki za moč, za interese, so vsi kalkulirali na vse strani. Malo vemo o tem, da je na marčevskih pogovorih 1943 Tito poslal Džilasa, Velebita in Popoviča v Zagreb, da so s von Horstenaum diskutirali o tem, da če pride do invazije v Dalmacijo ali Istro, da bodo partizanske enote stopile skupaj z Nemci v obrambo obale. Zakaj? Zaradi oblasti. Zaradi tega, da lahko, bom rekel, nemoteno, ker so vedeli, da prihod zavezniških sil v takratno Jugoslavijo pomeni seveda konec revolucije. Žal smo bili pogosto v zgodovini predmet teh trgovin. Z Rapalsko mejo so nam odrezali, bom rekel, skoraj polovico države in tako naprej. In veličina teh dogodkov izpred 34 let je, da je končno prišla zmagovita politična garnitura v Demosu, ki je imela jasen program, do katerega se je težko prekopala. Jaz sem vodil v vladi, bom rekel, skupino, komisijo za osamosvojitev. Prvi predlogi so bili za konfederacijo, ker sami nismo imeli, moji sodelavci niso imeli dovolj poguma, da bi mislili svet v neki samostojnosti. Poleg tega je bilo celotno okrožje okoli nas nenaklonjeno samostojni Sloveniji. Baker je povedal Ruplu in Kučanu v Beogradu, da nikoli ne bomo dobili samostojnosti. Ameriški veleposlanik Zimmerman, ki je prišel v Slovenijo, se ga dobro spomnim, v moji pisarni je rekel: vi sanjate, mladenič, dobesedno s temi besedami, vi nikoli ne boste samostojni. Vse socialistične vlade, ki so takrat prevladovale v Evropi, so bile proti, da bi dobili neko samostojno državo. Ne toliko zaradi nas, kot zaradi Rusov. Ker so se bali razpada Sovjetske zveze, bali so se, kaj se bo iz tega izcimilo, in na ta način, bom rekel, so bili proti temu, da tudi druge večnacionalne države razpadajo. In bom rekel, v nekih okoliščinah in združitve Nemčije, in padca Berlinskega zidu, in bom rekel, vsega tega, kar nas je, in seveda potem decembra 1991, ko se je tudi za našo samostojnost v bistvu razpadla Sovjetska zveza, je bil tudi tisti trenutek, ko je slovenska politična oblast, bom rekel, naredila program osamosvojitve in šla na referendum. Mi smo prvič v zgodovini z referendumom Slovenk in Slovencev dosegli in si zapisali svojo samostojno pot. To je izjemna veličina. In potem smo imeli še dva referenduma. Prvega o Evropski uniji in drugega o NATO. In na obeh smo dosegli večino, dvotretjinsko in več. In to so tisti temeljni kamni, ki nam dajo neko gotovost. Če smo prej gotovost iskali v nekih večnacionalnih državah in tako naprej, zdaj smo v družini svobodnih narodov in narodnosti in bom rekel, držav Evropske unije. Ampak ta svet, v katerega smo takrat vstopili, je danes drugačen. Postaja drugačen. Lahko se zgodi, da bodo ti temeljni kamni spet predmet, bom rekel, velikih nihanj in mimogrede se lahko zgodi, da se poleg Brexita, ko je Velika Britanija odšla, da se marsikaj zgodi tudi s to Evropo, ki je zaspana, ki je prepočasna, ki, bom rekel, je v teh svojih notranjih razlikah ne zna najti tistih skupnih imenovalcev, ki bi jo potegnili naprej.
In tudi vprašanje NATO. Veste, zgodovinsko gledano, bom povedal samo en primer, ko je šlo do končne bitke v drugi svetovni vojni. Eisenhower, ki je bil, bom rekel, poveljujoči zavezniških sil, prepovedal Montgomeryju, da gre iz Porurja v Berlin, čeprav bi prišel bistveno hitreje, kot bi prišli Rusi. Ampak je pustil, da je Sovjetska zveza oziroma armada zavzela Berlin in ta del Nemčije. Pozneje je v pismih Churchillu razlagal, da je to storil zato, ker je čuval ameriška življenja in zavezniška življenja. Res je, v bitki za Berlin je padlo skoraj 400,000 Sovjetov. Ampak, hočem vam povedati, tudi danes Trump, ki je, bom rekel, zelo kontroverzna oseba, govori o tem, da se Američani ne bodo borili za eno majhno državo in izgubljali svoje življenje. Vse ta vprašanja so tu. Vse to, kar se nam je zdelo leta 1991, da je za vekoma in veke odpravljeno, je nazaj tu. In zato je pomembno, da imamo svojo državo. Samo lastna država nam omogoča, da se v teh kritičnih časih lahko znajdemo, se zmenimo. In jaz sem seveda ob vsem tem, ko je v tej notranjem prerivanju, ko Bog pomagi, še zdaj nismo pokopali vseh mrtvih in nam prav Evropska unija nalaga z novo resolucijo, da vendarle, bom rekel, se spremenimo in tukaj se vidi, kako dobro je, da imamo končno neko zvezo, ki pozna te vrednote, ki nam še vedno manjkajo. In zato mislim, da se je vredno vztrajati in očuvati to edino, kar imamo vsi, in to je naša lastna država. Naj živi Slovenija. Hvala, gospod Igor Bavčar, da ste svoje misli delili z nami, in tudi hvala za vse, kar ste storili za Slovenijo v času njenega rojstva. Sedaj pa ponovno vabim tenorista Jožeta Oblaka in pianista Medarda Šviglja, da z glasom in glasbo polepšata današnjo slovesnost. Bodi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj. Bodi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj. Ti prekrasna, ti edina, meni si zemeljski raj. Tu je šiga, tu je ljudstvo, so prijatelji, bratjela. Slava le, slovansko čustvo, srce moje veseli. Primi cilo, zemlja mila, primi srce moje v dar, da mi vidno matka pila, ne pozabljena nikdar, da mi vidno matka pila, ne pozabljena nikdar. Tako, dragi obiskovalci, na vrsti je še zadnje dejanje današnje slovesnosti. Gospod Igor Bavčar bo k spominskemu obeležju položil venec v čast in zahvalo Miroslavu in Antonu, ki sta domovini dala tisto, kar človek lahko največ da, svoje življenje.
Prosim, da se delegacija, praporščaki veteranskih društev in svojci umrlih pripravijo in se v sprevodu odpravijo do spominskega znamenja. Gospod Tina Likovič bo sprevod pospremil skladbo. Ostale obiskovalce pa lepo prosim, da na svojih mestih počakate na vrnitev delegacije.